Lep pozdrav vsem skupaj. Tisti, ko me še ne poznate, moje ime je Gregor Divjak in začenjam svoj projekt 365. Od kje ideja za ta projekt in zakaj se mu reče projekt 365? Ideja za ta projekt izhaja iz interneta, v bistvu iz YouTubea. Prav takšnega projekta se ni lotil še nihče. Videl sem pa že kar nekaj takih motivacijskih videov, napisal 365 days of training, 365 days of no excuses in tako naprej. Zakaj se mu reče projekt 365, sem pa v bistvu ravno kar povedal, pomeni 365 dni športanja. Zakaj se želim lotiti tega projekta? V bistvu se zelo rad ukvarjam športom, z različnimi športi. V zadnjem letu, 2 letih pa mi je kondicija precej padla, pa tudi nisem imel ravno dovolj časa, da bi se ukvarjal v športi. Zato sem postal nekako nesrečen, hitro razdražljiv, zdaj pa želim iti s polno paro v to naslednje leto, v ta projekt. Zakaj se želim lotiti tega projekta ravno sedaj? Ker bom naslednje leto imel absolventa in se mi zdi to ena taka krasna priložnost, da v bistvu izkoristim to, glede na to, da imam že večina študijskih stvari pod streho, razen zaključenega dela seveda. Ali imam že kaj izkušenj z takšnimi ali podobnimi projekti? Ja, v bistvu sem že nekaj časa nazaj sem se lotil v bistvu podobne zadeve, pred nekaj leti v bistvu, ko sem si vsak dan pisal dnevnike, ampak to je bilo tako, v povprečju bi lahko rekel 5 dni na teden, da sem športal. Vse skupaj pa je bilo tako malenkost bolj nekontrolirano, kot bo sedaj. Se pravi, zdaj bo malenkost bolj kontrolirano vse skupaj. Kaj vse vključuje ta projekt? Katere športe? V bistvu kombinacijo večjih različnih športov, to, kar rad počnem, se pravi tek, kolesarjenje, fitness, pozimi smučanje, lahko rečemo tudi gimnastiko oziroma ljubiteljsko gimnastiko, pa seveda včasih sem treniral tudi borilne veščine, tako da ponovitev starih tehnik, mogoče ugotovitev kakšne nove iz YouTubea, pa ne nazadnje tudi še kak drug šport oziroma kako drugo vejo športa bi pa mogoče tudi poskusil. Torej, ali bom imel morda kakšen urnik športov? Ne, v bistvu zaenkrat ne bom imel nobenega urnika športov, ker se mi zdi, da bi to predstavljalo prej neko breme. Se pravi, če bi imel naprej zaciljan, kjer šport moram tisti dan početi, bi se ga potem mogel lotiti. Tako pa bom vsaj na začetku čisto svobodno izbiral, v bistvu glede na vreme, na počutje, katerega športa se bom kater dan lotil. Tako da zaenkrat ne. Kaj pa prehrana? Vemo, da ima hrana zelo velik del in zelo pomemben del pri športnih aktivnostih. Zdaj ne bom imel nekih vnaprej predpisanih jedilnikov, vsaj na začetku ne, ker mislim, da bi to me prej demotiviralo, kakor pa mi bilo koristno. Ne bi pa rad izgubil motivacijo. Tako da zaenkrat ne. Morda pa kasneje. Bom se pa trudil, seveda jesti čim bolj zdravo, clean food, kot se temu v angleščini reče, da telo res dobi tisto, kar potrebuje. Kakšne so želje oziroma cilji za po enem letu? Čim boljša kondicijska pripravljenost in s tem posledično boljše počutje, večje zadovoljstvo, predvsem to. Spomnim se recimo nekaj let nazaj, ko je energija kar buhtela ven z mene. Zdaj se mi zdi, da se je to malo porazgubilo in upam, da bom to dobil nazaj. Recimo mi je kdo rekel, Divjak, kaj to delaš? Zakaj to delaš? Kaj boš imel od tega? Koliko si star? Pa sem se na tem pa malo zamislil in mi je žal, da sem se zamislil. Ker take komentarje se je treba naučiti, treba to sam prezirati, nič druga. Čez en uho noč, čez drugega ven. To je to. Kakšne so prednosti in slabosti tega projekta? Slabosti so neko odrekanje, recimo, če lahko temu tako rečemo. Upam, da ne bo kdo zameril, če bom kdaj pri kakšni stvari mogel reči ne. Še ena slabost je pa v bistvu z finančnega vidika. Tukaj ne bom imel v bistvu čisto nobenega prihodka,
prej 100% zgubo. Zdaj rečejo, vse najlepše stvari so zastonj, ne. Ja, vse so res, ne, ampak ko moraš pa plačati najemnino pa položnice, pa ne moreš z ljubeznijo nič plačati, tako da žal. Zdaj pa v bistvu dobra stvar je pa v bistvu s tem bom bil prisiljen v bistvu vsak dan delati, ne. Se pravi, ta projekt me bo v bistvu silil to, da športam. Pa dobra stvar je na koncu v bistvu neko osebno zadovoljstvo in nek rezultat fizične, kondicijske pripravljenosti. To. Kaj pa motivacija? Koliko ljudi me podpira pri tem projektu? Zdaj, da bi rekel, neka močna podpora v smislu, Divjak, pej tu to, uspel ti bo, vem, da ti bo ratal, naredil boš to, tega v bistvu ni, v bistvu sem sam sebi podpora. Zdaj v smislu, da pa mi kdo kdaj reče, saj bo, pej to, naredi to, želiš si to, dolgo že delaš na tem, naredi to, ker če ne boš zdaj, ne boš nikoli in ne boš srečen, pa da me kdaj kdo malo tako dregne, pa tako, no to pa je, ta podpora, pa moram reči, to pa je. Torej, ali bom v tem projektu prikazal tudi osebne občutke? Ja, to pa z enim posebnim namenom. In sicer ponavadi ljudje vidimo sam tisti končni rezultat, ne, uspel mu je, ratal mu je, fajn, to je to srečanje. Zdaj, kaj je pa vse vmes mogel narediti, da je prišel do tistega? Kolikrat se kakšni stvari odreči, kolikrat je kaj spodletel, kar je mogoče šlo narobe, kakšni so bili tisti občutki tiste osebe, ki je to počela, to pa ponavadi spregledamo, ne. Tako da zdaj bom pa tukaj pa jaz to probal čim bolj prikazati, no, tako da se bo videlo. Ok, torej, če povzamem. Vsak dan bom na Facebooku objavil eno slikico mojih aktivnosti in tako bo na koncu nastal en album z 365 slikicam oziroma, ja, en dan ena slikica, 365 fotk. Enkrat mesečno bom posnel takole intervju in povedal osebne občutke, mogoče vzpone, padce, ko sem jih doživel. Pa en video imam v planu tudi vsak mesec narediti od aktivnosti iz terena. Zdaj seveda, če bo dosti posnetkov in materijala, drugače pa na vsake 2-3 mesece, nekako tako. Pa na koncu bo pa še zaključen po enem letu intervju z vsemi povzetki, pa z vsem, kar sem se naučil, doživel, tako naprej. Tako da se vidimo. Ravno zaradi tega, ne, se pravi, kondicijske pripravljenosti in kaj jaz bluzim, fakt, no. Finančna, ne, ta sredstva, zakaj zaključka ne morem povedati, no. Torej, vsak dan bom na mojem Facebooku objavil, ja ne, na sosedovem jebem ti. Vsak dan bom naredil šport. A kdo si je to zmislil, no? Kdo? Za koga moram zdaj to delati, pizda? A že še začel nisem, ne? Prst pojedu zdaj. Za projekt 365 iz terena Gregor Divjak.